Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem sicer upala, da ne bom ta prva od civilne družbe, ko bom začela s to debato, tako da upajmo, da mi bo šlo. Najprej bi vse skupaj pozdravila v imenu društva Hopla Konopla tokrat. Mi smo nekako skušali registrirati društvo za zdravljenje s konoplo, je še v procesu registracije. In naša naloga je izobraževati o konoplji, se pravi pravzaprav razlagati stvari, ki smo jih danes tudi tukaj slišali, in seveda tudi povezovati med sabo bolnike, ki imajo izkušnje s konopljo, zdravljenjem, da se pravzaprav izmenjajo lastne izkušnje med sabo, tudi zato, ker je bilo danes tudi tukaj rečeno, da zdravniki pravzaprav še zelo veliko ne vejo. Ljudje, ki so pa to že čez dali, pa mislim, da imajo malo več pojma, kako to vpliva na njih. Pravilno je in skrajni čas, da se pogovarjamo tudi o konoplji in o tem, kakšno dobrobit prinaša človekom. In če hočemo res dobro ljudem, potem se lahko strinjamo, da moramo misliti predvsem na njih. Mislim, da je tudi ljudstvo skoraj 30.000 zbranimi podpisi jasno povedalo, da se želi samooskrbe in pravice do samozdravljenja s konopljo, tako da zdaj na vrsti so pravzaprav tisti, ki jih danes ni tukaj. In jasno in glasno je treba povedati, da je nehati treba zapirati nedolžne ljudi, ki hočejo samo biti zdravi. In ena izmed človekovih pravic, ki so nam danes kratene, je tudi pravica do zdravja in dobrega počutja. In jaz mislim, da je bilo tle čist zares dosti. Moram se odzvati tudi na predstavitev farmakologije, ki je izšla, če se ne motim, marca letošnjega leta, imam prav, junija, pardon. Recimo, gospa, ki je to predstavljala, je omenila, da konoplja škodi mladostnikom. Jaz sem opazila, da ta raziskava, ki je bila navedena, je bila narejena leta 2002. Tako da sem zelo žalostna, da civilna družba, ki pravzaprav nima nobenega medicinskega znanja, pozna stvari veliko bolj podrobno, ker 26. avgusta leta 2015 je Journal of American Medical Association Psychiatry izdal dve raziskavi, ki dokazujeta, da konoplja mladostnikom ne škodi. Ena raziskava je, se opravičujem za angleščino, ampak ne bom prevajala, da ne bom zavajala, Predisposition in the Association between Cannabis Use and Subcortical Brain Structure, in druga je Early Cannabis Use Polygenic Risk Score for Schizophrenia and Brain Mutation in Adolescence. Obe te raziskave dokazujete, da konoplja mladostnikom ne škodi. Tako da prosim, zdravnike, preberite si, bodite dosledni v svojih izjavah, ker stvari, ki jih slišimo nekateri, ki vemo več očitno o vas, se nam zdijo kar malo smešne. Prav tako se mi zdi smešna trditev, da konoplja oziroma konopljine kanabinoidi, se bom izrazila, da so tisti, ki škodijo novorojenčkom oziroma otrokom, ki še niso rojeni, ker je leta 1994 doktor Melanie Dreher dala izsledke svoje raziskave, ki jih je začela delati že v 60. letih prejšnjega stoletja po naročilu medicinske fakultete. Raziskava je jasno pokazala, da so bili otroci mater, ki so vsakodnevno uporabljale konopljo v zmernih ali velikih količinah, v resnici bolj zdravi od otrok mater, ki konoplje niso uživale med nosečnostjo, saj so na testih dosegali boljše rezultate. Te dve sem izpostavila zato, ker je vedno v politiki in pri zdravnikih izgovor, se pravi, da konoplja povzroča shizofrenijo in da škodi otrokom. Tukaj postavljam vprašanje naši stroki. Če je bilo odkrito, da je materino mleko polno kanabinoidov, kako lahko trdimo, da to škoduje otrokom? Jaz tega ne razumem. Kanabinoidi so po raziskavah poznani po tem, da spodbujajo imunski sistem in razvoj možganov pri otroku. Želim si, da bi
lahko se ne smejali zdravnikom pri takih izjavah. Ne bom kaj več dost povedala, ker je bilo veliko rečenega. Bi pa zaključila z besedami Kristoferja Bogdana Meška, ki ga danes žal ne bo tukaj, kdor ga ne pozna, on je avtor predloga zakona, ki smo ga podali civilna družba v parlament, in on je spisal eno tako luštno priredbo slovenske himne in mislim, da je prav, da jo tukaj povem. Prijatelji, obrodile spet konoplje so zdravilo nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki upepeli vse skrbi, v potrtih srcih ubudi. V sovrage našega zdravja naj z oblakov trešči smrt. Prost, kot je bil očakal, naprej ne bo Slovencov vrt. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kodr sonce hodi, tiran iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne bolnik, le zdravnik bo sam svoj vsak. Hvala lepa. Hvala za razpravo. Zdaj seveda moram izzvani profesorici dati možnost replike. Izvolite. Prispevek, ki je bil zbran z razlogom. Tudi ni pavšalno govoril o tem, da so kanabinoidi škodljivi za mladostnike, ampak obravnava eno študijo, kjer je pač pokazana incidenca med pojavom shizofrenije pri tistih, ki kronično uživajo, in tistih, ki ne. Točno določen endpoint raziskave. Verjamem, da je ogromno raziskav in kot sem že omenila, če gremo od raziskave do raziskave, lahko gremo z velikim veseljem, smo tudi medicinci pripravljeni pri tem sodelovati in pomagati interpretirati raziskave. Pri raziskavah je zelo pomembno ne samo kdo je plačnik, kdo jo dela, tudi predvsem kako je načrtovana, kdo je vključen v njo, na podlagi kakšnih kriterijev, kdo je izključen na podlagi kakšnih kriterijev, kakšne so opazovane točke, kakšna je statistika in čas presega to. Ni zadnja prilika, ko se bomo pogovarjali, bomo se večkrat, zdaj smo se morda prvič srečali v tej mešani sestavi in mislim, da pač so to signali, kako nujen je ta dialog, da se čim večkrat in čim pogosteje ustvari.